Slovenija začenja drugo četrtino strani. 11. minuta se je iztekla, zdaj pressing Slovenije in Randolph je takoj ukradel žogo, nonšalantno Jović podajo proti Mačanu in zaključuje Goran Dragić. Samo trenutek, dva sta potrebna, pa Slovenija lahko naredi serijo. Če zdaj pogledam za nazaj, mislim, da je to bilo dobro, kajti če bi igral za reprezentanco od pionirjev pa kadetov, potem bi imel tudi odškodnino večjo, kadar bi šel v drug klub, tako da mi je pa res, da takrat sem igral za Ilirijo, nisem glih igral proti najboljšim fantom, ampak sem zmeri sem pa sanjal o tem, da pridemo čim dlje v nekateri boljši klub v Sloveniji. To se je pa zgodilo, odšel sem v Slovan, pa ja, prvič poklic v reprezentanco za mladince, tudi U20 sem bil poklican, takrat smo bili tudi evropski prvaki U20, ampak jaz nisem imel kaj vidne vloge, sem bil najmlajši, ampak je bilo zelo dobro, da sem se kalil s temi fanti, da vidim, koliko moram delati, do kam moram prijeti, da sem lahko na isti ravni kot oni in to se je na koncu izplačalo. Še daleč, Goran Dragić je lepo izigral Jovića in zadev. Pobegnil mu je. Sem Goran Vojnović in to je podcast Goran. Podcast o Goranu Dragiću v 4 četrtinah. Gorana Dragića sem prvič videl igrati leta 2006, ko je igral za Slovan. Malo prej sem sploh prvič slišal zanj. In spomnim se, kako je v prvi četrtini tekme proti Olimpiji prodrl pod koš in zabil. Iz prodora. Mladec, visok, komaj 1,90 m. Wow! Tega v slovenskih dvoranah ni bilo. Ampak zdelo se mi je, da je Gogi samo še en klasičen fizikalec brez rokce. Če bi bil kaj več od tega, bi bil pri 20 že daleč stran od Slovana in slovenske lige, sem si mislil. Zato je bil takrat zame, pa najbrž še za marsikoga, njegov prestop iz Slovana v Mursijo pravi mali čudež. Je pa res, ja, da moja karijera je bilo up and down, pač do mladincev, članov, potem sem odšel v Španijo. Takrat je bil, kako bi temu rekel, prvi bump, prvič ušel v tujino sam, nisem poznal jezika, drugačna kultura, brez staršev. Trener je govoril samo špansk, tako da sem se mogel naučiti španščino. To je bila tista nekakva prelomnica v moji karieri, da tukaj smo, mogoče moramo narediti en korak nazaj, mi čez te ovire in to se na koncu tudi zgodilo. Pač sam si, moraš si sam kuhati, moraš si dvojn jesti, nimaš nobenega, da bi se kaj pogovarjal v bistvu o osebnih stvarih na svojem domačem jeziku. Pol na koncu en mesec gre čez 2 meseca, potem že bolj zaupa svojim soigralcem, svojim prijateljem tam in spoznaš nove ljudi in počasi, mislim, moraš biti samo odprt, kako mi te bo rekel, da lahko spoznavaš nove ljudi in potem je vse lažje. Je pa res, da nisem veliko igral sem 15 minut po tekmi, ampak je bila pa ena dobra odskočna deska, kajti ACB liga, španska liga je bila ena najmočnejših takrat v Evropi in sem se kalil. In to je tisto, kar se še dan danes rade volje spominjam, da je bilo težko, ampak da smo šli čez to. Ja, to je ta mentaliteta, ki je ne moreš videti iz tribune. In ki se je ne da natrenirati, kot lahko natreniraš met. Jaz sem mislil, da se mu je Marija prikazala, da lahko igra v španski ligi, njemu pa je bila to samo odskočna deska. Nekaj, čez kar se je treba prebiti. Kdo drug bi rekel, me gustas Mursija in užival na španskem soncu. Kdo drug bi rekel, to je to, svaka meni čast. Gogiju pa, ki je še lani igral na Kodeljevem in ki je komaj da zaigral za reprezentanco, je bila Mursija premajhna. On je želel več, veliko več. In podaja na trojko Goranu Dragiću, ta je zadev trojko, slišite navdušenje in spet 8 točk prednosti Slovenije. Jaz sem takrat podpisal za Tau Keramiko, bil njihov igralec, bil posojen prvo leto v Mursijo, potem so mi klicali nazaj drugo leto, da bi za njih igral kot backup playmaker. Takrat bi igral 15-20 minut na tekmo, treniral bi z najboljšimi igralci, ampak takrat je potem prišel klic od Union Olimpije. Takratni direktor Janez Rajgal je rekel, da me hoče v Olimpijo in takrat smo, jaz pa moj agent Rade Filipović, prišli do Tau Keramike, smo rekli, da če me lahko posodijo nazaj v Olimpijo, kajti je zelo
dobra opcija za mene in na koncu tudi za njih, kajti Union Olimpija igrala Euroligi, še zmeri bi bil plačan od strani Tau Keramike, tako da Olimpija bi dobila zastonj igralca, to se je tudi na koncu zgodilo in igralcem takrat 35 minut na tekmo. Po tej sezoni sem odšel v NBA in na koncu je tudi Tau Keramika dobila odškodnino, tako da smo bili vsi veseli. Goran Dragić samo za hip spremeni ritem in potem je nemočna obramba, ki se zaganja van. Mnogi so mu odsvetovali odhod v NBA. Tudi jaz bi mu ga najbrž. Ker iz Olimpije se je šlo takrat čez cesto, v Keršiča na Plesko, ne pa v NBA. Še novo okolje, nov stil košarke, to je tisto, kar predvsem močnejši igralci so tukaj, predvsem fizično in eksplozivni, ampak imel sem tukaj Igor Kokoškova, on je bil, kako bi temu rekel, drugi oče. Napad Dončića, Kokoškov redko izgubi živce, zdaj pa temperamentno kaže, da je bila to kar groba osebna napaka. Tako da veliko časa sem preživel v njegovi hiši, njegova žena Patricija je delala kosilo, večerje, tako da sem se res počutil kot doma. Je pa res, da ja, vedel sem, da ne bo lahko, odločil sem se za ta korak, predvsem iz tega, da bi bil backup Steveu Nashu, eden najboljših playmakerjev v zgodovini NBA in takrat, ko sem imel to priložnost, sem rekel, ja, gremo, vedel sem, da ne bom veliko igral, ampak bil sem pa tudi dovolj samozavesten, da sem vedel, da si bom izboril priložnost in da bom nekega dne lahko zaigral, tako da to se je tudi zgodilo in je pa res, ne vem, prikažeš iz male države Slovenije 2 milijona prebivalcev in potem, ko bereš kakšne članke in vsi dvomijo v tebi, to mogoče ni glih najbolj, ampak jaz sem pa to nekako spreobrnil v kadarkoli sem šel na trening, sem imel ta dvom, sem rekel, ok, dokazujem bom, da ni tako, sem big po horoskopu, tako da sem zelo tekmovalen, zelo, ko bi temu rekel, trmast in na koncu sem res to imel v glavi, da bom dokazal, da sem dovolj dober, da lahko ostanem v ligi. Je že res, da je igral Gogi pri Olimpiji tipično run and gun košarko, ampak še vedno je bil visok 1,90 m in še vedno ni bil šuter. Šanse, da bi mu uspelo v NBA, so bile zato milo rečeno nikakve. Ker je še Draženu komaj da uspelo dokazati Američanom, da zna igrati košarko. Sale Đorđević se je pa vrnil domov po par zadetih trojkah. Ja, mislim, vsak športnik, mlad športnik, mislim, da mora verjeti sam vase. Zdaj prišli bojo težki trenutki, ko boš mogoče malo po dvomu, takrat moraš samo nekako najti ta fokus nazaj, da to ni šprint, da to je maraton, da se moraš, tako kot v življenju, boš imel dobre dneve, slabe dneve, najbolj pomembno je, kako se pobereš in to je tisto, kar me je naprej gnal. Pa imaš pa tukaj še razno pomoč, od Igorja do agenta Radeta, do družine, veliko telefonskih klicev po noči. Zdaj ne moram reči, da sem tudi po dvomu, pa sem mogoče razmišljal, da se bom vrnil v Evropo, ampak na koncu so mi zmeri te ljudje nekako dali to samozavest, da so mi rekli, lej, dovolj si dober, rabiš samo čas, prišla bo ta priložnost, mogoče 1, 2 in takrat moraš biti pripravljen in jo takrat izkoristiti in točno to se je zgodilo in ja, če ne bi toliko treniral in takrat, ko bi to priložnost, mislim, da glih zaradi tega treninga, da sem se tako odzval, če ne, po mojem ne bi uspel. In še 10. črte prostih metov, Goran Dragić že pri 14 točkah, 14 minut igre in pol pa smo videli doslej, torej točka na minuto. White man can't jump. To v moje čase ni bil samo film, to je bila filozofija. Bili so časi Michaela Jordana in košarka je veljala za črnski šport, ali vsaj ameriški. Evropejci so bili druga liga in tudi velikani evropske košarke, Dražen, Arvida, Stoni, Vlade, so morali v NBA začeti od začetka, sedeti na klopi in pridobivati mišično maso. In vsi so se morali soočiti s predsodki, ki so pogosto mejili na rasizem. Kar se je z leti sicer precej spremenilo, a leta 2008 je bilo še vedno nepredstavljivo, da bi lahko suhljati branilec iz Slovenije postal obraz NBA franšize ali pa All Stars igralec.
Sploh, če je bil šele 45. izbor na draftu. Zdaj, res, Steve Nash, Grant Hill, Boris Diaw iz Evrope, Leandro Barbosa iz Brazilije, tako da smo imeli kar dost international igralcev. Je pa res, da rabiš nekaj časa, kakšnih 70 dni, da spoznaš te mali igralce, da vidiš, kako se odzivajo na kakšne trenutke. In moram pa res reči od prvega dne, da so me sprejeli za svojega, pač bil sem njihov ruki, če sem rabil kakšno pomoč, so bili tam za mene. In kar je pa drugače, pa kadar igraš te tekme proti drugim ekipam, takrat pa vidiš to razliko. Lejte, Belci je iz Evrope, ok, gremo zdaj vsak napad na njega, on je soft, on je to. In na koncu se boriš proti njimi, jim dokažeš, da ok, tukaj so se pa zmotili. Dragić pa ima žogo v rokah, spet poskuša s trojko, Dragić spet trojka, Gorana Dragića, z Luko Dončićem proslavljata. Vsi hočejo zmagati, vsi hočejo najbolj narediti za svojo ekipo, včasih tudi pride do te vroče krvi in takrat vidiš, da pač ti pravijo, kaj je white boy, kaj pejt nazaj tam, ko si prišel, pa take stvari. Na koncu vsi vemo, da NBA liga, vsi so kao neki tough, vsi se kao full gangsteri, a nikoli se ne bojo stepali, ker kazni so prevelike, tako da če bi kakšen ga udaril, kakšen ali pa kaj, bi te hudo po žepu udaril, tako da so vsi bolj previdni, je večinoma bolj zašel. Iz tega bi samo negativno bi prišlo, če te kamere ojeme ali pa kaj, bi bil na slabi luči pri novinarjih pa to, tako da nikoli nisem tako se odzval, sem se pa na drugače odzval. Sem pa recimo, ko sem igral, sem udal kakšen komovček, predvsem tekmovalno, nisem mu pa tako, sem pa tako tudi govoril trash talku, airball, come on, pass the ball, a veš, take stvari. Nič kaj na barvo ljudi ali pa iz kje prihaja, to ne nikoli. Na koncu, če je kdo meni kaj rekel, vem, da se nisem dobro počutil in nisem tak človek, da bi zdaj nekomu zdaj to rekel sam zato, da bi ga sprovociral. To je tisto, kar sem zmeri imel. Konkurence se nikoli nisem bal, ampak sem zmeri sprejel z odprtimi rokami in rekel sem, raj vidim, da je nekdo gre proti meni na full, pa bom pač probal to mečerati, če se izide, če ne, naslednjič, ko se vidimo, bom mogoče malo boljši in to je tisto razmišljanje. Mislim, dosti ljudi se že kar uda, že na prvi pogled, sploh še ne probajo, da ne vidijo, koliko je druga stran močna, ampak že kar pravijo, to pa ne moram. In to je tisto, kar jaz nikoli nisem imel. Jaz sem imel glih obratno, ok, no pa gremo, da probamo, malo potipamo, da vidimo, kje sem, potem pa bomo že zrihtali. Še dobro, da imamo Gorana Dragića, ki je zares pravi mojster pri pridobivanju tistih nikogaršnih žog. Jaz sem imel, podpisal sem v Španiji, šel v NBA, imel sem 1,6 milijona odškodnine, mogel sem vzeti kredit, mogel sem to nazaj plačati, prije kakšen črv v glavo, kaj če se poškodujem, kaj če zdaj ne igram prvo leto, kaj če mi ne uspe. Tako da je zelo velike dvomov, in dvomi so prisotni pri vseh ljudeh, ne glede, a igraš šport, a si v domačem življenju ali je to v kateri koli službi, ampak odvisen je tudi, kako utišaš svoje možgane. Najbolj prepričljivo je, da si dober v pripravi, da veš, da si vse naredil, kar si lahko, da si se pripravil za ta trenutek, da si dal vse od sebe na treningu in na koncu, ko prije ta test, 100% ga boš naredil. Zdaj, včasih se tudi zgodi, da padaš ta test, ampak na koncu greš nazaj, rečeš, ok, ene stvari bi rad spremenil, spremeniš par stvari in potem probaš spet. Tako da mislim pa, da nikoli pri sebi nisem imel tega, zdaj bom pa odnehal. To je tisto, kar je najbolj pomembno. Goran Dragić, 2 prosta meta, zadev je prvi poskus. Gogijeva neverjetna druga četrtina v finalu Evropskega prvenstva je preslikava zadnje četrtine na 3. tekmi polfinala zahodne konference proti San Antoniju. Takrat je Gogi v 12 minutah dosegel 23 točk in ekipo Phoenixa sam popeljal do ključne 3. zmage v seriji. To je v bistvu še danes ena najbolje odigranih četrtin v zgodovini NBA. Jordanu, LeBronu, Kobeju so morda uspele boljše tekme, a nobenemu izmed njih
ni nikoli uspela boljša četrtina kot Gogiju. In takrat so mnogi končno dojeli, kdo je Gogi. On sam pa je to, da lahko postane v NBA eden najboljših, začutil že prej. Po mojem drugo sezono, takrat, ko je bila menjava trenerja, sem dobil priložnost igrati 15 minut na tekmo in potem sem zmeri bolj in bolj igral in takrat sem tudi začutil to, ko začutiš sam v sebi. Aha, ta pa ni bav, tako kot sem mislil, lahko igram proti njem, lahko se borim. Takrat je pa tudi sama zavest raste in potem tudi veš, ok, to je pa to, zdaj pa vem, da spadam v to ligo in potem iz tega cilja pa imaš, ok, zdaj sem backup play, hočem postati prvi play, potem postaneš prvi play, pa hočem postati franchise player, potem postaneš franchise player, tako te male cilje in to tisto, kar si zadaš in potem samo follow up. No in MVP vnovič, kaj ti, načrt je kdo drug kot Goran Dragić, zadev je prvi poskus. Visokih igralcev je NBA vedno primanjkovalo. Tudi zato je bila večina najuspešnejših evropskih košarkarjev NBA centrov ali pa krilnih centrov. Novicki, Divac, brata Gasol, Radža, Smith, Šremf, pa seveda Nikola Jokić, trikratni MVP. Ali pa so bili čisti šuteri. Stojaković, Navarro, Fernandez, Belinelli, Bogdanović so večino časa preživeli za črto 7-24. Evropskih playmakerjev, ki bi bili prvi igralci svojih ekip, pa ni bilo veliko. V resnici sta bila to poleg Gogija le še Dražen Petrović v Necih in Tony Parker pri Spursih. Ja, to je ta družba. Dražen, Tony in Gogi. Kar naenkrat postaneš najbolj plačanih igralcev v organizaciji, potem so takrat, ko to dosežeš, je tudi več medijskih obveznosti, potem moraš postati lider v garderobi in tudi na terenu. Predvsem moja pozicija playmakera, sem bil zmeri desna roka trenerja, tako da včasih sem mogel tudi kaj nadreti igralce, ampak to je vse sestavni del športa. Mogel sem najti vsako tekmo preformati. Če nisem, sem bil jaz prvi na udaru, zato ker sem bil eden izmed glavnih igralcev in takrat, kadar ekipa dobro ne igra, zmeri smo prvi na tapeti mi in to je bilo vse normalno. Na treningu, v garderobi, ruki te respektirajo, že vejo, da si 10 let v ligi, vejo, da si glavni igralec. Ti jim rečeš, tako moraš igrati, reči njemu, moraš boljšo obrambo igrati, to nisi dobro naredil, to pa to, tako da poslušajo in odgovarjajo nazaj. Pač dobiš ta respekt, da vejo, da si lider, tudi trener, če kje rab do tebe, prije do tebe, govori z mano in potem jaz to prenesem ekipi. In podaja na trojko Goranu Dragiću, ta je zadev trojko, slišite navdušenje in spet 8 točk prednosti Slovenije, spet smo prek 50-ice že v prvem polčasu. V resnici se meni niti sanja ne, kaj ti dogaja, ko podpisuješ milijonsko pogodbo. Verjetno se večini kar malo odpelje. Kar niti ni čudno, ker podobno kot Gogi prihajajo iz skromnega okolja, iz garsonjera ali kar iz ulice. In mnogim se verjetno zazdi, da so zdaj končno ušli preteči usodi. Ali pa začutijo, da si zdaj končno lahko privoščijo vse. Vse, kar jim je bilo vse življenje prikrajšano. Ampak tudi, če se ne spremeniš ti, se skoraj zagotovo spremeni svet okoli tebe. Spremeni se recimo, kako te vidijo drugi. Od sorodnikov in prijateljev do znancev in neznancev. Ostati tak, kakršen si bil, je zato po mojem mnogo težje, kot si mnogi mislijo. Mogoče je to celo nemogoče. Ne bi tem sploh rekel prijatelji, ampak znanci, ki jih mogoče nisem slišal po 10 let, pa kar naenkrat so se pojavili, kada se družimo vsak dan, tako da ja, kar dosti tega. Moraš se nekako izolirati, narediti en tak bubble, samo te ljudje, ki jim zaupaš, ki si z njimi. Jaz sem ustal z vsemi mojimi prijatelji iz otroštva, to so moji ljudje, ki bi dal roko v ogenj, ki vem, da če kje rabim, a pa če oni kje rabijo, da bom bil tukaj za njih, oni tudi za mene in to je tisto, ki vejo, tudi takrat, ki nisem bil to, kar sem, vejo, kakšen človek sem in to je tisto. Med kariero pa dobijaš
zelo veliko ljudi, ki nekaj hočejo od tebe, ki te hočejo prevarati, ki hočejo imeti neko korist od tebe in to je tisto, kar moraš biti pazljiv. Ne, jaz zmeri rečem tako, vsak človek, ki ga spoznaš v življenju, je za nekaj dober. To je tako, kot raketa v bistvu. Tisti bližnji prijatelji so raketa, tisti ljudje, ki pa enkrat odpadejo v svojem življenju, so pa boosterji. Enkrat odpadejo in to je normalno. V drugo natančno. Žoga je padla na bližnji rob obroča, se odbila na oddaljenejšega, še malo zavrtela in potem... Moram reči, da jaz nikoli nisem igral zaradi denarja, tako da jaz sem res košarko imel zelo rad, če zdaj jo imam in mislim, če bi, ne vem, samo sanjal temo, zdaj pa, da imam dober avto, pa to mislim, da ne bi nikoli uspel. Celega sem dal sebe noter v košarko, rad sem igral in to je tisto, kar me je pripeljalo do tega. Potem pa, to so pa samo plusi potem, pač podpišeš prvo pogodbo, kupaš stanovanje staršem, kupaš sebi tisto, kar hočeš, ampak potem pa pride tudi druge težave, drugi, ko bi rekel, temu skrbi. Treba zdaj paziti na ta denar, treba ga obračati, treba, da ga ne zgubiš, tako da je zelo... Se dobro sliši, ja, dobiš milijone, pa, kaj pa zdaj, pa treba zaupati ljudem, pa to, tako da je pa res, da, ja, moja dva, ta mala dva, živita drugačno življenje, kot sem jaz, ko sem odraščal, zdaj so nekako druge skrbi, hočem, da nekako dosežeta to, da se sama borita za ono, kar hočeta, ne pa, da zdaj tukaj imajo bazen, zdaj ne delajo, zdaj zgubljajo motivacijo, ne, mislim, da to se ne bo zgodil skozi jih, zato jih tudi pelam nazaj, pokažem, kje so jaz pa zoki odraščala, v garsonjeri 24 kvadratov, tati, a tukaj sta spala, kje pa babi pa dedi, a tukaj malo, in se ko, ja, tako kot tvoja soba zdaj, tako ne, da vidijo, pa ampak res moram res jih pohvaliti, da sta dobro. Torej Goran Dragić pri 26 točkah že v prvem polčasu, 11 prednosti naše izbrane vrste v Bogdanu Bogdanoviću. Igralec, ki je najbolj napredoval, obraz franšize, član tretje petorke NBA, All-Stars igralec, MVP Evropskega prvenstva, prvak vzhodne konference. Ja, ni slabo za fanta iz Kosez. Za fizikalca brez rokce, ki ni bil v kadetski reprezentanci in ki je bil pri 20-ih še vedno na Slovanu. Ni slabo za fanta, ki je bil šele 45. izbor na draftu. Se zgodi, da nas, kvazi znalce, kak košarkar preseneti. A nihče nas ni nikoli presenetil tako zelo kot prav Gogi. Nihče ni tolikokrat dvignil višino letvice in jo vsakič znova preskočil. Še Sergej Bubka ne. Pa, mislim, to je samo eno, ko bi temu rekel, eno darilo za svoj trud. Celotno kariero sanjaš o tem, da si franchise player, da igraš na All-Star tekmi, da si eden iz glavnih igralcev, da imaš žogo veliko v svojih rokah, da sprejemaš odločitve, tako da celotno kariero sem rastel, da sem prišel do tega, ampak potem, ko sem pa enkrat prišel, pač dober občutek, praša se te dosti stvari, igraš veliko, takrat, ko je tekma najbolj pomembna, ti odločaš, komu boš podal žogo, kdaj boš šutiral, tako da mislim, je veliko dobrih stvari, je pa tudi negativnih stvari, kajti veliko je medijskih obveznosti, potem, ko greš ven, dosti ljudi te več prepozna, s tem imaš tudi manj miru za svojo družino, potem življenje se ti nekako obrne na glavo, ampak to je sestavni del košarke. Ohranja svojo šampionsko miselnost slovenska reprezentanca tudi na največji tekmi v tem letu, tudi v velikem finalu Evropskega prvenstva 56-47 po prvem polčasu. Sem Goran Vojnović in to je bila druga četrtina podcasta Goran. Intervju z Goranom Dragićem v Miami je posnela Katja Stojnič. Produkcija novinarja Luka Hvalc in Gašper Andrinek ter urednik športnega uredništva Vala 202 Boštjan Rebršak. Tekmo v Carigradu je komentiral Franci Pavšer. Končna zvočna obdelava Vladimir Jovanović. Če imate komentar, pohvalo, kritiko, z veseljem jih bomo prebrali na val202@rtvslop.si. Podcast Goran je na voljo v vseh aplikacijah za podcaste. Tam se lahko nanj naročite ali ga ocenite, da bo zanj izvedel še kdo.
Prav tako je na voljo na spletni strani val202.si in v aplikaciji RTV 365. Ostanite v podkastu Goran. Tretja četrtina se bo kmalu začela. Igor Kokoškov je vzel minuto odmora, povsem drugačna predstava, kot smo jih vajeni na tem evropskem prvenstvu. Moja država je pa Slovenija, tako da za Slovenijo bom vse naredil in zmeri sem, tako da tukaj ni bilo nobenega dvoma. Že pred tekmo sem rekel, gremo na zlato. Will you put your hands down? Put your hand up, please! Podcast vam omogoča Telemach, vedno v igri. Gorana Dragića s ponosom podpiramo že več kot 10 let in njegovo zgodbo zavzeto spremljamo tudi na platformi EON. Z njim stojimo tudi danes, ko z nami deli svojo pripoved, v kateri sta ujeta duh in zgodba košarkarske legende.